Gospod Božitar Premrl bo predstavil svojo že 7., 8., katero knjigo o kamnarstvu, ki je šla pri založbi ZRC in tokrat nosi naslov Špički, špičkarji, kamnarji, zidarji ter podnaslov Kamenji in njegovi mojstri na Trnovski in Banški planoti ter v okolici. In za začetek vprašanje, odkot naslov in kaj pomeni? Naslov je težko razumljiv širši slovenski publiki in ne samo njej, mislim, da tudi mlajšim generacijam na območju, ki ga obravnava ta knjiga. Špički in špičkarji, to sta sinonima za kamnoseke. Beseda izhaja iz najbolj običajnega orodja, ki so ga uporabljali kamnoseki, pa tudi zidarji, ki mu rečemo špica, strokovno tudi koničasto dleto. Tretji izraz kamnari je v tem kontekstu pravzaprav tudi sinonim za kamnoseka, je pa v Sloveniji oziroma skozi zgodovino kamnarstva na Primorskem dobival različne pomene. V 19. stoletju se je uporabljal tudi v pomenu kamnoseka, torej bi bil še en sinonim enakovreden špičkom in špičkarjem. Kasneje, v današnjem času, je ta izraz, zbirni izraz za vse tiste delavce, ki pridobivajo, obdelujejo in vgrajujejo kamen, torej za kamnolomce, kamnoseke in tudi zidarje. Ampak v kontekstu tega naslova sem ga uporabil pravzaprav tudi v pomenu kamnosek, ker se na tem območju v glavnem uporablja v tem času, ki ga obravnavam, v tem pomenu. Za zidarje pa najbrž ni treba razlagati, ker je čisto običajen izraz. In potem drugo vprašanje, ki sem vam ga posredovala vnaprej, je bilo pa, kako je ta knjiga nastajala, če se ne motim? Ja, po eni strani lahko rečem, da ima knjiga kar dolgo predzgodovino, ker zametki mojega raziskovanja kamnarstva na Primorskem segajo več kot 3 desetletja nazaj, ko sem vpisal magisterij na etnologiji. Magisterija sicer nisem dokončal, ampak se od takrat stalno posvečam tej tematiki. Takrat sem jo poimenoval kot naslov magisterija Kamnarstvo v 20. stoletju na območju Primorske. Potem se mi je pa to zanimanje zmerom bolj širilo, znotraj tega so se mi izoblikovala ožja in širša področja raziskovanja in marsikatero sem oblikoval tako, da sem obdelal kamnarstvo na določenem manjšem območju, bi rekel na nekakšnih primorskih mikroregijah. Taka je recimo knjiga, ki je šla tudi pri tej založbi z naslovom Kraški kruh in obravnava kamnarstvo v Koprivi na Krasu in njeni kraški okolici. Sicer pa sem se posvečal pri svojem pisanju tudi posameznim kamnosekom, o katerih je bilo mogoče zbrati dosti biografskih podatkov, predvsem pa podatkov o njihovih opusih, pa še raznim drugim tematikam, kot so klesana znamenja, kamniti križi, stavbna zgodovina cerkva, kamnoseški znaki in pa še ena taka tematika, ki me je zelo okupirala, to so pa napisi oziroma napisni kamni.